Gledalke in gledalci, čas je za Skok v šport. Danes je z nami Martin Kosin, najboljši strelec košarkarjev Zagorja, ki so si pretekli konec tedna zagotovili napredovanje v 3. ligo. Gospod Kosin, pozdravljeni v našem studiu. Pozdravljeni. Napredovanje ste zapečatili na tekmi predzadnjega kroga proti Cerknici. Rezultat je bil 98, 53, 45 točk razlike, popolnoma ste razbili notranjsko ekipo. Kako ste vi videli srečanje? Ja, srečanje je bilo od začetka malo nervozno, prvih par minut, je bil tudi nizek rezultat. Potem pa smo s trdo obrambo, hitrim, visokim ritmom, zadetimi meti hitro povečali prednost in smo jo zadržali pač do konca tekme. Ko takole človek na hitro pogleda rezultat, izredno čvrsto obrambo ste imeli, ta dodatna motivacija, ker ste vedeli, da vam zmaga prinaša napredovanje, je najbrž naredila svoje. Ja, pa tudi to, da je Cerknica ena boljših ekip. Tudi na njihovem terenu smo komaj zmagali šele v zadnjem napadu, 3 sekunde pred koncem, zato je bil motiv še večji. No, tole vaše napredovanje v 3. ligo je kar malce presenetljivo, bi človek rekel, glede na to, da ste prvi redni del prvenstva zaključili s polovičnim izkupičkom 5 zmag, 5 porazov. Kako da se je ta del sezone odvil tako, kot se je? Ja, res je, da smo tudi pred sezono ostali brez takih 5 ključnih igralcev, ki so bili v prejšnjih sezonah, pa tudi manjši kader igralcev. Mislim, to je 7 igralcev, je bil ves čas v rotaciji, ne vseh 12, ne. To se tudi pozna pol na igri, utrujenost proti koncu tekme, pol nismo mogli zdržati do konca, ne. Pač to je bil po moje glavni problem, da nismo mogli, pol smo igrali samo toplo-hladno, ne. Ravno to, tudi niste imeli neke serije zmag, nikoli niste prišli v tisti zmagoviti ritem. Nekako si navijači niso mogli obetati ravno, da boste na koncu osvojili 2. oziroma 1. mesto v ligi. Ja, mislim, največ smo dosegli 2 zaporedni zmagi, ne. Pa potem 2 zaporedna poraza. Ja, predvsem zaradi tega pomanjkanja igralcev je bilo to, no. Ste si kakšno tekmo posebej zapomnili, vam je kakšne tekme posebej žal? Ja, predvsem proti Vojniku, no, ko smo bili zelo blizu zmage proti najboljši ekipi 4. lige, ne. Potem pa smo z par nerazumljivimi potezami po koncu srečanja potem izgubili. No, v drugem delu prvenstva pa povsem druga zgodba v ligi za prvaka. Zaenkrat 7 zmag, 2 poraza, tekmo imate še v dobrem, pa ste si že zagotovili to 2. mesto. Kaj je bilo drugače v primerjavi s prvim delom? Ja, verjetno se je kemija v ekipi povečala, pa tudi mogoče so tudi ekipe na zahodu tudi malo slabše kot na vzhodu. Imele so tudi precej manj tekem, mislim, ena ekipa manj je bila v isti skupini kot pri nas in se je pač poznala, ne. Pa tudi pri nam, ko se je kemija večala, smo stopnjevali ritem in potem zmagovali. Kdaj ste res začeli verjeti v plasman v višji rang? Ja, predvsem po teh 3 zaporednih zmagah v novem delu, pa tudi odprej smo imeli pomembni zmagi proti Preboldu, ker nas je uvrščalo pred ligo za prvaka na 3. mesto, za 1. mestom pa smo zaostajali samo 2 zmagi. Če bi takole ocenili vašo ekipo in tekmece, če bi jih primerjali, kje so prednosti vaše ekipe v primerjavi z drugimi ekipami v 4. ligi? Očitno ste boljši v doseg z izjemo Vojnika. Kaj bi vi izpostavili? Ja, predvsem hitra igra, no. Mi smo predvsem stavimo na hitro igro, hiter prenos žoge v napadalno polovico in pač hitro zaključevanje, no. Nasprotniki so predvsem počasnejši od nas, no. Pa tudi mi smo malo bolj mlajša ekipa, no. Kako ekipa tako z manj izkušnjami proti starejšim, močnejšim fantom, ste se morali kar sproti učiti najbrž? Ja, smo se kar učili, no. Mislim, kadeti so veliko mogli pomagati tudi na treningih, no. Takole, ko mlada ekipa premaguje malce izkušenejše, starejše, padajo včasih tudi nizki, umazani udarci, sploh na boljše igralce. Vi ste definitivno eden od teh. Tudi na mene so kar pritiskali, no. Mi to ni veliko ravno najbolj všečno, sem se mogel tudi sam prilagoditi tej igri, da sem lahko čim bolj pomagal svoji ekipi. Kakšne udarce najbolj pogosto prejemate? Ja, predvsem pač na telo, na roke, ne. Te so
najbolj taki, ko bi rekel, nesramni. No. Fizična igra vam ne ustreza? Ja, če je glih zelo blizu, ne. No. Okay. Uspeh vam je uspel, da tako rečem, pod taktirko Sebastiana Ponjevića. Kaj je nov trener prinesel v ekipo? Kako je priporodil takole v drugem delu prvenstva moštvo? Kaj je storil, da ste se dvignili? Pač ustrajal je pri svojem načinu igre. Ne. On je uvedel to hitro igro, hiter prenos žoge, pa tudi ves čas je zelo aktivno v igrišču, ves čas govori, kaj moramo storiti v obrambi, mi ga poslušamo in potem, ko smo se dogovorili, smo potem uspeli vse realizirati in zmagovati. Ne. Kakšne vrste trenerje je bolj strog, je bolj trener za igralce, kot rečemo, bolj prijateljski? Kakšen način vodenja ima? Ja, lani je bil kar strog, se mi zdi, na začetku, potem pa bolj tak prijateljski rad. Kakšen odnos imate vidva, ker ste vendarle nosilec ekipe? Mislim, zelo prijateljski. Vas včasih kaj vpraša, glede pri pripravi na tekmo, kaj vam bolj odgovarja, oziroma pri kakem time-outu vas kaj povpraša, kaj bi vam ustrezalo? Ne, on ve, kaj meni ustreza, no, in mi pač to kar določi in je to. No, za tiste, ki ne vedo, članska ekipa Zagorja obstaja 3 leta, ta nova ekipa. Nova formirana ekipa, ja. Tako, seveda je Zagorje že prej imelo člansko ekipo tudi v prvi ligi dolga leta, v prvi B ligi tudi dolga leta. No, potem nekaj sezon brez članskega moštva, kar seveda ima svojo ceno za klub in za šport v okolici. Sedaj pa šele 3. sezona in takole plasman v višji rang. Se vam zdi, da je klub pripravljen za to nadgradnjo v naslednjih letih? Ja, mislim, da je. No. Mislim, že zadnje 2 sezoni smo imeli, se mi zdi, kadrovsko boljšo ekipo. No. Mogli, po moje, priti precej više, no, čeprav potem ni uspelo. No. Letos smo malo presenetljivo prišli, ne. Pa upam, da smo pripravljeni, no. Da bomo uspeli tudi drug let obstati vsaj v ligi, no, če ne še kaj več. Kakšne so bile razlike v igralskem kadru glede na prejšnjo sezono, lansko? Ja, glede na lansko sezono, ne, nam je manjkal Dejan Hutar, šel letos na misijo, vojaško misijo. Potem na začetku sezone se je Urban Vozo poškodoval. Potem iz Litije niso hoteli posoditi Ambroža Kajtna, je pa Edo Jesenčič, Jure je res tam manjkala, 5 takih ključnih igralcev. Predvsem smo imeli pomanjkanje na poziciji 4, no, na poziciji krilnega centra. To nam je najbolj manjkalo in smo tudi pogosto igrali z manjšimi igralci, kar je tudi pač posledično smo igrali potem hitrejšo igro. Ja, se bo kdo od naštetih vrnil v prihodnji sezoni? To pa ne vem, no. Mislim, Urban bo še verjetno malo dalj časa rabo zaradi poškodbe kolena. Upam, no, da pride kdo, no, od njih. Kdo v ekipi je najizkušenejši igralec? Najizkušenejši igralec, ja, verjetno naš kapetan Primož Perko. Mislim, zelo vid potek igre, kako mora iti žoga, ima pregled nad igro, tudi da kar nekaj spodbudnih besed, no, da smo motivirani in da lahko napademo tekmece. Da vam kak nasvet? Ja, meni v bistvu ne, no, ostalim pa kar, no. No, kar redni gostje na vaših tekmah so tudi Crazy Boysi, oziroma navijaška skupina Crazy Boys, ki podpira zagorske nogometaše, rokometašice in tudi vas košarkaše. Takole v 4. ligi imeti navijače organizirani ni ravno pogost pojav. So gostujoče ekipe kaj presenečene, kot takole slišijo? Ja, verjetno so, no, oni niso glih navajeni na tako bučno vzdušje v dvorani, ne. No, mislim, Crazy Boysi so tudi popestrili tekme, so nam dali še dodatno moč, da smo lahko potem v ključnih trenutkih zmagovali. No, tudi na gostovanje so tudi prišli v Prebold, tam so nam tudi pomagali do, mislim, da ključne zmage, da smo se uvrstili v ligo za prvaka. No, tisti, ki niso nikoli igrali, morda ne vedo, kaj igralcu da, pa še tako majhno število navijačev, recimo, ki so pripravljeni dati svoj glas, glasno spodbujati ekipo. Kaj da to košarkarju na tekmi? Damo dodatno moč, energijo, adrenalin,
nekako te to ponese, ne, po igrišču. In ti pomaga pač, ne. Kakšni so, vi imate dobre odnose z navijači, tudi v Zagorju, vemo, se srečuješ z njimi vsakodnevno lahko, oziroma v občini, ker ste eden boljših igralcev, slišite kaj pohvalnih besed že takole v mestu sedaj po uvrstitvi v 3. ligo? Ja, mislim, da zelo pohvalnih še nisem slišal, no, če sem čisto iskren. Drugače pa ja, tudi kaj pride, no, kakšna čestitka. No, v 3. ligi pa se vam obetajo tudi lokalni derbiji, sicer še odvisno ali boste v vzhodni ali centralni skupini, moram priznati, da v tem trenutku tega ne vem, ampak v 3. ligi je Litija, v 3. ligi je tudi Hrastnik, ki se sicer bori za 2. ligo, še zmago oziroma 2 je oddaljen od 2. lige. Lokalni derbi vsaj 2-krat oziroma 4-krat na sezono polna dvorana, dodaten naboj, fantje, ki jih poznate, se kaj veselite teh tekem? Ja, se tudi veselimo, ja. Hrastnik, Litija, to so že zelo močne ekipe, tudi letos, ne. Tudi v pripravljalnem delu smo odigrali kakšno tekmo z njimi. Ja, je kar poseben občutek v takih lokalnih derbijih, no. Kako ste se kaj odrezali na pripravljalnih tekmah proti tem ekipam? Ja, na začetku smo kar malo zelo izgubili, no, tudi tam okoli 20 točk je bilo razlike, ne. Samo glede na lanskoletni in letošnji kader je to povsem razumljivo bilo. Kateri igralec v Hrastniku oziroma Litiji je vam osebno tisti, ki bi ga izpostavili? Proti kateremu vam je morda motiv igrati malce večji? Recimo proti Gašperju Ovniku, ne. On je ta tudi zelo pomemben igralec pri 3-3, pri 3 reprezentanci. Ga je zelo težko pokriti, ne, je zelo močen, širok in mislim, ja, zelo težko ga je pokriti. Namazan z vsemi žalbami, pravi igralec. Greva na malce vašo osebno statistiko, osebno sezono. Vi ste drugi strelec te 4. lige, 22,8 točke na tekmo, indeks imate 30,1 na tekmo, tudi v tem ste drugi v ligi, definitivno eden najboljših posameznikov tekmovanja. Ste zadovoljni z vašo sezono? Ja, bom rekel, da je bila sezona kar solidna, no. Vedno je lahko boljše ali slabše, ne. Ampak bom rekel, da sem kar zadovoljen. Opazite kaj, da vam tekmeci namenjajo več pozornosti sedaj v želji? Ja, kar opažam, ja. Mislim, pogosto me odrežejo od igre, da ne morem priti do žoge, ne. In to me tudi najbolj moti verjetno, ne. Pač moti me, ker pol ne morem pomagati, ne morem dati tistega, ker vem, da znam, ne. Soigralci, tako košarka se igra 5 na 5, en igralec lahko veliko pripomore k končnemu uspehu. Čutite kdaj pritisk soigralcev, ker vejo, da ste vi njihovo glavno orožje in včasih, če ne gre, čutite morda ta pritisk na ramenih? Ne, mislim ne, no. Mislim, vsi so sposobni dati svoje, no, tudi v ključnih trenutkih, tako da bi rekel, da ne. Kaj pa trener? Tudi ne. Kakšne so vaše osebne ambicije v košarkarskem svetu? Pa jaz bi rad prišel čim dlje, ne, če bi se le dalo, no. Rad bi se tudi preizkusil v kakšni drugi ligi, ne. Tam bom pa videl, kaj bo dal čas, pa kakšne bojo možnosti. No, prihajate, oziroma doma ste na Izlakah. Celo kariero pa niste igrali za Zagorje, v srednješolskih časih ste igrali v Ljubljani za Pingvine in nato za Ježico. Kako vas je pot zanesla tja? Ja, pač na koncu osnovne šole sem se pač odločil, da bom šel, da bom nadaljeval šolanje v Ljubljani. Tako smo se potem tudi z Zagorjem zmenili, da bom igral mlajše selekcije v Ljubljani in pa pač člane v Zagorju. To je šlo predvsem za dogovor med klubi. Najprej sem bil pri Pingvinih, ja, 2 sezoni, nato pa sem se odločil, da grem v Ježico. Mislim, da to je bilo zelo tako malo turbulentno obdobje z vzponi in padci, tako da, ja, mislim, sem pa potem to uspešno prebrodil. Kaj ste se naučili s to izkušnjo igrati v drugem klubu, v drugem mestu? Pač to, spoznal sem nove ljudi, nov način razmišljanja o košarki. Kaj je bilo to, recimo, kakšen nov način razmišljanja?
Kako se postavljaš v obrambi, kako consko igro postavljaš, kako biti motiviran, kako govoriti s igralci med tekmo samo, med igro. Predvsem to. No, tudi v mlajših selekcijah ste že bili med bolj izpostavljenimi igralci, da tako rečem. All-star tekme ste se udeležili že v kategoriji U14, potem U16, U18. Kaj vam pomenijo vpoklici na tekmo vseh zvest? Ja, seveda je to, mislim, veliko priznanje za vsakega, da si lahko v takem možnem izboru. Za reprezentanco, mislim, meni je veliko pomenilo pa tudi moje družini, da sem tako uspešen. Pa, mislim, upal sem tudi, da bom lahko to vzdržal sam. Je pač zaradi malo poškodb in pa malo nepravilnih odločitev pač stanje takšno, kakršno je. Nepravilnih odločitev? Pač niso to take, mislim, nepravilne odločitve. Mislim, glede pač samih treningov, no pa to. Kako kaj doma spremljajo vašo športno kariero? Pri tem me zelo podpirajo, no. Predvsem mati in oče, pa tudi brat, no. Želijo, da grem, da probam, da sem uspešen, pa da sem to, kar sem. No, košarka pa seveda ni edina stvar, ki jo počnete v življenju. Ne. Na Obali študirate kineziologijo. Za tiste, ki ne vedo, to je veda o gibanju človeškega telesa. Torej za športnika kar razumljiva izbira. Ja, mislim, kineziologija je zelo takšna veda, ki se vzpenja v zadnjih letih in bo zelo pomembna na različnih področjih, predvsem tudi v športu, v zdravstvu, v ergonomiji. Pač ljudje bodo to potrebovali, se mi zdi. Kje lahko vse dela kineziolog? Kakšno delovno mesto? Ja, predvsem lahko tudi kot športni trener, potem pomaga lahko pri rehabilitaciji športnika, tudi potem, ko je že fizioterapevt konča svoje delo. Potem v ergonomiji postavlja delovno mesto, svetuje, kako naj se človek giblje. Sama postavitev prostora? Sama postavitev prostora, tako. Torej tudi ljudje, ki so recimo trajno poškodovani in pa imajo probleme gibalne in tako naprej? Ja, zdaj v današnjem času ta način življenja preveč sedenja, pa to je velik problem, ne. Kineziologi bodo to probali odpraviti, ne. Kako trenirate, ko ste na Obali? Ja, treniram pač pri košarkarskem klubu Portorož. To je tudi po zaslugi gospoda Berganta. Se je dogovoril s tamkajšnjim klubom, da lahko med tednom treniram in da sem aktiven. Če mi pa kdaj ne znese, pa tudi grem kaj sam narediti, teči ven, treniram pač sam. So vas Primorci že kaj nagovarjali, da bi zaigrali za njih? So me tudi že malo, do tega ni prišla. Vas ni zamikalo? Me je zamikalo, ja, pač ni prišlo do dogovora. So lahko zagorski navijači mirni, da ste v prihodnji sezoni član njihovega kluba ali to še ni povsem dorečeno? Imam odprte možnosti, tako da pustimo se presenetiti, kako bo naprej. Bomo seveda spremljali vaše odločitve. No, na tem mestu velja dodati, vi igrate praktično lahko vse pozicije tu v 4. ligi. Kaj pa sami najraje igrate? Predvsem na mestu branilca, tudi playmaker sem zelo rad. Pri 194 centimetrih ste zelo moderen playmaker, da tako rečem. Se tudi Dončić je 2 metra velik, pa igra na playu. Tudi v NBA so tudi eni še precej višji in igrajo na playu. Tako da tukaj je pač perspektiva, če se hoče zelo razviti. No, Luka Dončić, ki ste ga omenili, pa je na koš metal že tudi v Zagorju. Vemo, zaradi kakšnih razlogov se je tukaj zadrževal. Vi najbrž niste z njim odigrali še kakšne partije, najbrž bi jo želeli. Kako gledate kaj na njegovo kariero? Sta praktično vrstnika, on je leto dni mlajši od vas, če se ne motim. Tako je. Ste proti njemu igrali v mlajših kategorijah morda? Ne, nikoli nisem proti njemu igral. Mislim, tudi to bi bil prav posebno priznanje za mene, če bi kdaj proti njemu igral.
Ko spremljate njegovo kariero, njegov vzpon, zdaj že ne samo evropska, tudi svetovna zvezda v ZDA dobro vejo, kdo je to za vas nek navdih? Mogoče je, ja. Pač res je, da je Luka Dončić res pa poseben talent. Eden redkih, en tak se rodi recimo na 10 let ali pa še kaj več. Je poseben fant in mu želim, da uspe čim boljše. Živimo v deželi evropskih prvakov. Se košarkar počuti kaj bolj ponosnega, ko takole srečuje morda, ali pa se pogovarja s kakim tujim ljubiteljem košarke. To velja izpostaviti, kaj ne? Ja, mislim, to je zelo treba povedati, ne. Da vejo, s kje prihajamo, kdo smo, kaj smo. Tudi recimo na fakulteti imamo par tujih študentov in se tudi malo pohecamo na ta način. Kdo je bil, oziroma morda še je, vaš košarkarski vzornik? Mislim, jaz posebej vzornika nimam, ne, ker pri vsakem košarkarju lahko najdem nekaj, kar mi je pri njemu všeč. Tako da lahko rečem, da imam več vzornikov, no. Kar naštejte jih. Ja, pač v ligi NBA so to recimo Kyrie Irving, LeBron James, Steph Curry, tudi Goran Dragić. Mislim, precej jih je, no. Mislim, vsi imajo svoje lastnosti, svoje tiste najboljše sposobnosti. Kyrie Irving najbolj zaradi vodenja žoge, Steph Curry zaradi meta, LeBron James zaradi motivacije, odločnosti. Torej ste bolj ljubitelj lige NBA, če gre sklepati potem? Ja, mislim, raj spremljam ligo NBA, no. Euroligo spremljate ali? Tudi Euroligo spremljam, sicer manj, no, sam. Tudi ta košarka je zelo na visokem nivoju. Kateri košarkar vam je pa v Euroligi morda? Ja, spremljam najbolj Luko Dončića, seveda, no. Tudi, mislim, v NBA tudi navijam za Gorana Dragića. Predvsem sem pač za Slovence zelo usmerjen, no. Kdo bo letos zmagal v ligo NBA, po vašem mnenju? Letos je kar zelo izenačen, tako da res ne bi vedel, ne bi, mislim, tako sklepal preveč daleč, no. Mislim, zelo so letošnjo sezono zaznamovale poškodbe teh zelo pomembnih igralcev. Golden State ima precej težav, ne? Ja, tudi Boston Celtics, ko so se pred sezono zelo okrepili, no. Res ne vem točno, kdo bi lahko zmagal, no. Verjetno ima največ potenciala Houston letos, zaradi Chrisa Paula in Jamesa Hardena, pa tudi res najboljšega napada v ligi. Prav v ligi NBA je ta trend, pravijo small balla, oziroma tudi stila košarke, ki ga igrate v Zagorju, hitri, nižji košarkarji, je nekako prodrl v ligi NBA v zadnjih letih. Ogromno se šutira za tri, prav Houston. Najboljša ekipa rednega dela, mislim, da rekordno število trojk v rednem delu, tudi po 40 na tekmo jih znajo vreči. Kako vi gledate na to tranzicijo v košarkarski igri? Vam ustreza? Ta slog igre meni bi zelo ustrezal, no. Veliko število točk je zmeraj zelo atraktivno. Pa tudi zelo povečano gibanje zaradi tega na igrišču, veliko se teče in tako utruje obrambo. Še zadnje vprašanje o slovenski ligi. Kdo mislite, da bo letos prvak? Lahko kdo preseneti Olimpijo, da Primorska, Krka, komu pripisujete več možnosti? Ja, čeprav sta Krka in Six Primorska bili v finalu ABA lige 2, še zmeraj mislim, da je Petrol Olimpija tista najboljša v ligi in da bo na koncu osvojila naslov. Gospod Kosin, hvala za ta pogovor in v nadaljevanju seveda veliko uspehov na parketu. Ja, hvala tudi vam, hvala za povabilo. To je bil Skok v šport, hvala za pozornost in srečno.